Hejla, dragi moji. Zanimivo, kako vesolje včasih upošteva tvoje želje. Ko sem napisala pred dnevi podopis na tisto sliko, telo recepcija podaljšuje še za par dni. Danes bi mogla leteti nazaj do Dohe, iz Dohe nazaj v Zagreba, ampak kot vidite, sva še vedno tukaj. Zdaj pa en story time, kaj se včeraj sploh dogajalo, ker tudi meni čisto jasno, kaj se je dogajalo, ampak okej. V glavnem, najprej ful hvala za vse sporočila, lepa način nisem odpisala, ker sem pa včeraj res boga, imela sem ful visoko temperaturo, danes je boljše, ampak me ful še boli glava, pa zabasen imam nos. V glavnem, že zvečer se nisem počutila najboljš, rale še en dan pred tem, ampak v redu si rečeš, pač potapljala sva se ful močno sonce in tako. In potem zvečer še malo slab, s tem, da ful zanimiv. Rale to je šlo pa v bistvu na boljš. In okej, midva gre pa spat, malo bolj zgodaj, nisva niti unga filma bolj pogledala do konca. Zjutraj sva pa mogla zgodaj vstati, ker sva imela dogovoren, da narediva PCR test, da sigurno pridejo pravočasno. Budilko imava naštimano ob 7:30, se dvigneva, on gre v kopalnico, jaz grem na balkon, da pač se zbudim in malo prijem k se. Ampak sem se ful čudem počutila, jaz sploh ne znam opisati tega feelinga. V glavi se mi je vrtel, kar taka mravlinčasta, kar slabo mi je bilo in se jaz usedem. In od enkrat blackout. Padla sem v nezavest in sploh se od tistega trenutka ne spomnim več, kaj se je dogajalo. Vem samo, da sem se ful udarila, ker sem počela sem v šibi. Pa še tukaj je tale beton in me zdaj ta stran boli, pa malo vrat, pa tako še na izi hrbet. V glavnem Rale parlav, pa ful se ustrašil, je rekel, da je ful počel, način ni bilo jasno, kaj se je zgodilo in mene najde na tleh. In me dvigne, me pobere in jaz sem potem malo prišla k sebi in v tistem, ko me dvigne, me pobere, spadam še enkrat v nezavest. Jaz se to ne spomnim, pač on mi je razlagal, da me je 20 do 30 sekund pol zbujil. Pa se je vadila ful ustrašil, me dal na poslo in takoj pač klical na recepcijo zdravnika in so prišli pač sem z rešilnika. Strašno je to. V glavnem, jaz sem se takrat noro spotila, kadar je telo padlo v en šok. Cela sem bila mokra in v roku, ne vem, 5 minut se je to čisto umirilo. In v bistvu je potem so prinesli tudi termometer, ki je pokazal 36, ampak je to že ful sumljivo, ker potem sem bila pa ful vroča. V glavnem, midva greva potem v ta rešilni avto, do bolnice, tam me takoj pregledajo. Dobila sem infuzijo, dobila sem tisto za dehidracijo, ful so me prepikali tukaj, pa na prstu, pa še tukaj. Naj povem, da to je daleč podobnemu našemu zdravstvu. 2 sestri sta bile, ki sta mi sam skušale zadeti žilo, pa jaz se tega sicer prav ful bojim in v glavnem ni bilo fajn. In v glavnem pač pol mi je vse to kapalo. V glavnem na koncu je izkazalo, tam so mi večkrat merili temperaturo, tako na začetku sem imela 38,5, poleg kar rasla je bila že 39, skratka, izkazali se, da je bil ta termometer tukaj pokvarjen, kar sva itak nekako predvidevala. In pa sem okrog 12 šla nazaj v hotel, počivati in v bistvu sva potem naredila še PCR testa, ker bi mogla izjutri, pa glede na to, da sva bila v bolnici, sva jih naredila bolj. In sem se prav smejala, kako so nama nežno naredili PCR teste, čisto v bistvu, to je bilo nadnežno, res. V bistvu, palčko je dal samo na usta, malo podrgnil, pa nos, pa sploh ne podrgnil. To je bilo res najbolj easy narejen PCR test, pa verjamete, da sem jih naredila še kar nekaj. Sem se prav smejala in sem rekla, okej, pač tudi slučajno, če imava korono, itak ne bo pokazala in pač to je to. Na kar ob polnoči, midva gli sva zaspala, ura je bila polnoči in naju ustraši telefon, oziroma mene ustrašil, Rade se javil, ker je bil na njegovi strani, recepcija. Pozitivna sta. In od tega trenutka v bistvu zdaj
ne vem drugega, kot da ostajava vsaj še 7 dni tukaj. Ful čudem pišejo navodila, nekje piše 7 dni, nekje 10 dni, nobena ma sploh ne da nobene točne informacije. Tako da v bistvu niti ne vem, kje bova spala, koliko časa sem zdaj v karanteni, kaj bo z letalskimi kartami, nič ne vem. Vem samo, da zaenkrat sem še tukaj v najni stari sobi, kaj bo pa naprej, pa nimam pojma. Tako da, mogoče se sliši dobro, karantena na Maldivih, ampak ni tako, res ni tako, ker je vroče, ker nima svoje posle, ker nimaš možnosti pod čaj v tej sobi, nič. Anyway, toliko na kratko, nekako sem vam želela povedati, kaj je bilo, ker sem dobila res ful sporočil in sem ful v bistvu hvaležna, da se zdaj ne počutva tako toliko sama, kakor trenutno se, ker prvih 10 dni je bilo top, pa a veš, komad od Jana Plestenjaka iz pekla do raja, tle je bilo lahko obratno, iz raja do pekla. Tako da, nič ne vem, kaj bo, upam, da nam bojo sporočili kakšne informacije in predvsem, da se čim prej pozdrava. Sve.